Medtem ko v naših kinematografih igra film izzivalca, ki kaže, kako je zgodovinsko Ford premagal Ferrari in na 24 ur Le Mana slavil, pa imamo tudi mi lepe novice čez lužo. Preden gremo čez lužo, pa še nekaj. Ford že več kot 30 let zaposluje različne bralce scenarijev filmskih predlog in se na podlagi tega odloča, v katerem filmu bojo glavni junaki vozili katerega izmed Fordov. Ta film pa sploh ni naključje, ker vsa zgodba se začne kje drugje kot v Italiji, v trenutku, ko pride Ford oborožen z, mislim, da 10 ali 15 odvetniki, ne vem, kako to prikažejo v filmu, ampak v resnici jih je bilo vsaj toliko, na drugi strani je bil Enzo z svojim starim prijateljem odvetnikom in gladko sta zavrgla že skoraj dogovorjeno ponudbo. Ampak za več bo treba v kinematografe, mi pa se selimo čez lužo, kjer smo testirali novodobnega Forda GT40, zapeljimo se en krog. GT40 je otrok vojne med dvema egocentričnima moškima v srečnih letih, ki sta v vrtinec svojega nesmiselnega spora potegnila izjemne posameznike, da so znali iz hladne kovine spisati izjemno tehnično in vozniško zgodbo. Na prav to zgodbo se naslanja najbolj športen Ford vseh časov. In spet je kontroverzen. Tok zraka okrog in celo skozi avto je bil postavljen v center razvoja. Tako zelo, da se niso odločili za statusno sicer veliko bolj primeren V8 ali še kaj več, ampak so vztrajali pri vitkem V6. Je pa res, da imajo v hiši izjemnega, ki so ga lahko brez težav napihnili krepko čez 600 konjičev, ter ga ob tem naredili še veliko bolj odzivnega in vzdržljivega in hkrati bolj primernega za redno vožnjo. Atletski videz ima sicer globlji pomen. Pravijo, da so jih prav izkušnje bogate GT zgodovine naučile, da se razlike med odličnim in izjemnim superšportnim avtom v resnici ne prepoznajo samo po tem, kako visoko ima kateri postavljeno fizikalno mejo, ampak še bolj po tem, kaj avto zmore potem, ko voznik mejo preseže. Prav tu naj bi novi GT40 pokazal največ in s tem so izkazali največji poklon Kenu Milesu in seveda Shelbyju. Zdaj verjetno še najpomembneje. Če vas mika tale superšportnik, ki potegne mimogrede tam do 350 na uro, ni dovolj, da imate zgolj denar, ampak je potrebno izpolniti kar precej dolg vprašalnik in potem se pri Fordu odločijo, ali vam ga prodajo ali ne. Morda se sliši zakomplicirano, ampak s tem so pri Fordu želeli biti pravični in ponuditi avto tudi tistim, ki se bodo z njim vozili, ne pa da ga kupijo samo tisti, ki ga bodo imeli v garaži. In ko smo ravno zapeljali v filmski svet, potem je najbolje, da povemo, da še en film, ki prihaja spomladi v kinematografe, že kaže vozila, ki jih bo vozil glavni akter. Seveda govorimo o James Bondu. Ampak današnja oddaja je v vsaj enem delu posvečena tudi izbranim tržnim besedam, ki prodajajo avtomobile. In ko govorimo o James Bondu, gre za praktično prodajni katalog za lepe ure, za seveda izbrano pijačo in vsekakor za Bondove avtomobile. No, ampak zdaj pa od Bonda gremo kar lepo še k enemu avtomobilu, ki bo pustil pečat, morda ne tako na filmskih platnih, kot pa seveda v avtomobilski industriji. Gre pa za Forda, ki je električen, ampak je Mustangovih linij. Ford je v Los Angelesu predstavil povsem novega člana družine Mustang. Ta je prvič v njegovi 55-letni zgodovini SUV in hkrati tudi povsem električen. Mustang Mach-E bo na voljo z zadnjim ali 4-kolesnim pogonom, kupci pa bodo lahko izbirali tudi med dvema paketoma baterij. Tisti močnejši, s kapaciteto skoraj 100 kWh, bo zadostoval za več kot 600 km dosega. Na ceste bom pripeljal proti koncu prihodnega leta, zato jasno cene še niso znane. No, tiste evropske niso znane, ameriške pa so že. In Mustang Mach-E bo po odbiti subvenciji na voljo že za dobrih $36,000. Preizkusili smo predserijsko različico in sicer na sopotniškem sedežu. Z njega smo lahko ugotovili, da se Mustang Mach-E pelje vsaj tako dobro kot večina Fordovih avtomobilov.
No, Mustang v klasični rohneči verziji je mlademu fotografu Lovru Megušerju služil kot vstopnica za premieren ogled nove Pume. Sicer pa smo Mustanga testirali tudi v kabrio verziji po idiličnih primorskih ovinkih. Poglejte.